Dober večer in dobrodošli v oddaji DM Live, novem načinu nakupovanja v živo s pomočjo aplikacije Moj DM. Jaz sem Majda Mlakar, zelo sem vesela, da ste tudi danes v naši družbi. Govorili bomo o celostni negi obraza. Vem, da smo se zdaj že v kar nekaj oddajah pogovarjali o negi obraza, ampak se veste, nikoli ni dovolj pravih informacij o tem, kako lahko poskrbimo za svojo kožo. Pravzaprav se bomo danes usmerili tudi na dejstvo, da na kožo, na našem obrazu zelo vpliva življenjski slog. Poleg tega pa se bomo dotaknili tudi številnih aktivnih sestavin. Vem, da so zdaj zelo popularne, veliko o njih poslušamo, ampak mnogi ne vejo točno, kako jih pokombinirati, kdaj jih uporabiti, kako jih pravzaprav vključiti v svojo dnevno rutino. Zato pa je danes z nami gostja, ki je res strokovnjakinja na tem področju, zdravnica in tudi lahko rečem ljubiteljica lepe kože. To je Nika Juriševič-Dolinar, ki jo zelo lepo pozdravljam. Živijo, hvala. Nika, moram ti povedati, da ta tvoja skrb za kožo in ljubezen do kože sevata že ob prvem pogledu nate. No, najlepša hvala. Tako da jaz vem, da bojo danes informacije iz prve roke. Pričakujem tudi, da se nam bojo ljudje oglasili. Se veste, klepetalnica je že odprta, tako da dobrodošli, da zapišete tudi kakšno vprašanje. Danes se bomo torej pogovarjali o tem, kako lahko poskrbimo z neko sicer precej enostavno, pa vendarle dosledno rutino, zato da je koža na našem obrazu v dobrem stanju, da se mi seveda potem posledično tudi bolje počutimo, predvsem pa, kot že rečeno, tudi v aktivnih sestavinah. Res je, zdaj pravzaprav na vsakem koraku jih srečujemo. Tako, ja. Tudi tebe recimo pacienti, ki sprašujejo o tem, jih uvajajo v svoje rutine? Ja, nekateri sprašujejo tudi, kako vzpostaviti nego kože, kakšna je bila primerna za njih in jim prav rada svetujem glede tega. Super, tudi danes nam boš svetovala, kot sem že prej rekla, pričakujemo informacije iz prve roke. Prej smo omenila ta celostni pristop k negi, pa me zanima, kaj to pravzaprav pomeni, Nika. Ja, torej, poleg izbire ustreznih izdelkov za nego kože in pa zaščite pred UV sevanjem, je pomembno tudi, da poskrbimo za zadostno količino spanca, za uravnoteženo prehrano in pa za gibanje. Torej, vse to skupaj se potem odraža na našem zdravju in posledično tudi na lepi, sijoči in pa zdravi koži. Vem, da se veš, težko je verjetno reči, to je eno pravilo, ampak če bi zdaj mogla izpostaviti eno stvar, ki bi pa ti rekla, da je najbolj pomembna, ko gre za kožo na obrazu, kaj bi rekla, kaj je tisto, na kar pa res nikoli ne smemo pozabiti? Glavno pravilo je sigurno zaščita pred UV sevanjem. Torej, nanos izdelka z zaščitnim faktorjem vsaj 30, ustrezna pokrivala in pa oblačila, kadar je res sončno in pa da se recimo poleti na morju zadržujemo v senci. Poleg te zaščite pred UV sevanjem bi jaz rekla tudi, da odsvetuje manipulacijo kože. To naj bo drugo pravilo. Torej, praskanje, stiskanje, dotikanje obraza z umazanimi rokami, to je res nekaj, kar lahko povzroči težave na naši koži. Tretje pravilo, imam 3, je pa v bistvu, da ljudje, ki imajo težave z aknami, suho kožo, hiperpigmentacijami in podobno, prepozno obiščejo dermatologa. Tako da bi vsekakor svetovala, da nekdo, ki se bori recimo z aknami že vrsto let ali pa ima hude akne in akne, ki puščajo brazgotine, da res obišče dermatologa čim prej. Absolutno moramo poudariti, da ko pride do določenih resnih stanj na naši koži, tudi v družbi najboljših izdelkov ne moremo doseči želenega cilja, takrat je absolutno pomembno, da si še pravočasno, kot je Nika zdaj povedala, poiščemo pomoč. Mislim, ne nazadnje s tem tudi časovni rok skrajšanja problemov nekako optimiziramo. Tako, in pa hujše posledice, ki jih lahko sama bolezen, kot so recimo akne, pušča na naši koži. Mi da bomo danes res predstavili 5 vrhunskih izdelkov. Preden se lotiva in preden prečeševa ves asortiman, ki smo ga danes pripravili za vas, pa naj vam predstavim še današnje ugodnosti, ki so zares lepe. Od danes pa do nedelje boste torej lahko aktivirate 30-kratne točke v aplikaciji Moj DM, torej v kupon centru imate že pripravljene kupone dobrodošli, tam jih lepo poklikate in potem izkoristite vse pripravljene ugodnosti ob koncu nakupa, tako v trgovinah DM, kot tudi seveda, če nakupujete v aplikaciji Moj DM. Tokrat tudi lepa darila, v bistvu smo tukaj za vas res pripravili še posebej lepe nagrade, torej darilni paket, ki ga sicer prejmete v tem trenutku tudi v DM-u, če boste opravili nakup obrazne nege v vrednosti vsaj 25 €. Gre za tale negovalni paket, jaz predlagam, da ga kar pokaževa. Nika, pa te bom poprosila malo za pomoč, da mogoče zložiš ven vse izdelke, ki so
v tem paketu. Torej, naj povem, da gre za negovalni paket, ki vsebuje 3 izdelke Baleja in en izdelek znamke Ebelin ter brošuro o negi kože, tako da boste vedeli vse izdelke, tudi kako jih uporabljati, kako jih kombinirati med sabo. V naši oddaji bomo podarili torej 15 takih paketov, tako da držim pesti, da se boste znašli na seznamu srečnežev, ki bodo jutri oziroma pojutrišnjem objavljeni na spletni strani dm.si. Dodatno pa naj vas opozorim še na eno ugodnost v mesecu marcu, namreč v DM-u poteka mesec obrazne nege. Na izdelke za obrazno nego torej prejmete še 15-kratne točke, tako da ob nakupu 2 izdelkov obrazne nege boste dobili torej te lepe ugodnosti ob aktivaciji kuponov, tako da res tokrat še en dodaten razlog več, da obiščete Kupon Center in tam najlažje kar aktivirate vse kupone, ki so na voljo, ter uživate v prijetnem nakupovanju. Pa še tole, 8. marec, naš dan se bliža, v soboto je, če boste na ta dan obiskali DM, boste dobili pa torej v poslovalnicah DM še eno tako lepo darilce, ki vam ga bo poklonila Afrodita, tako da drage DM-ovke, dajmo se malo pustiti razvajati, mislim, da je prav, ne? Večkrat rečemo, da ženske držimo ne 3, ampak 4 vogale. Tako da dajmo si ta naš dan vzeti za to, da se tudi malo pocrkljamo oziroma dovolimo, da nas drugi malo pocrkljajo. Tole pa torej, kot sva rekli, tudi paketek, ki bo romal med vas in že zdaj držimo pesti, da boste prav vi tisti, ki ga boste dobili. Zdaj mogoče še tole. Naša klepetalnica je odprta, Nika je pripravljena, tako da danes verjamem, da bo kar nekaj vprašanj, v vsakem primeru pa so na delu tudi naše moderatorke, ki vedno strokovno pomagajo rešiti številne zagate. Zdaj, povej mi, Nika, kako recimo mi sploh vemo izbrati pravi izdelek zase? Ogromno enih izdelkov imamo na tržišču. Pravzaprav izdelkov, ki nagovarjajo različne kožne težave ali pa zgolj vzdržujejo neko hidracijo. Kako vemo, da je, ne vem, točno ta izdelek pa pravi za nas? Ja, enega izdelka ali enega pravila za vse v bistvu ni. Pomembno je, da vemo, kakšen tip kože imamo, kakšne težave imamo in kakšne so naše želje oziroma pričakovanja. Potem pa lahko na podlagi tega probamo najti ustrezni izdelek. Če imamo težave pri izbiri, pa še vedno lahko vprašamo kozmetičarko, dermatologa in pa tudi na socialnih omrežjih lahko najdemo zelo veliko kredibilnih informacij. Kredibilnih, s poudarkom na kredibilnih. Tukaj je zelo pomembno, da res preverite, komu zaupate, da gre res za neko osebo, ki je torej strokovnjak na tem področju. Jaz sem prepričana, da že če redno spremljate recimo tudi oddajo DM Live, kjer vsak drugi teden gostimo same izvrstne strokovnjake, torej iz različnih področij, odvisno o čem seveda govorimo, da že tukaj lahko izveste veliko zanimivih uporabnih stvari, absolutno pa pomagajo tudi naša vprašanja oziroma vaša vprašanja v naši klepetalnici. Rutina. Jaz vem, da rutina je na splošno v življenju, ne samo pri negi kože zelo pomembna. Ampak, ko govorimo pa o negi kože, je pa po vsaj moje mnenje, popravi me, če nimam prav, dobro, da rutino tudi malo prilagajamo, glede na letni čas. Tako, točno tako. Torej, jaz osebno po zimi uporabljam malo več negovalnih oziroma vlažilnih krem, medtem ko poleti pa res poskrbim za nanos kreme z zaščitnim faktorjem v zadostni količini in pa za reaplikacijo, torej da res reapliciram izdelek z zaščitnim faktorjem na 2 uri, če sem recimo zunaj. Tako da v bistvu glede na to, kateri mesec smo, kakšno je stanje, kakšno je vreme in kakšne so potrebe naše kože, prilagodimo tudi izbiro izdelkov. Imamo že prvo vprašanje, tako da Nika zanima našo gledalko, če lahko C vitamin vpliva ali povzroči nastanek aken. Ja, v bistvu vsak izdelek lahko draži našo kožo ali pa tudi sploh vitamin C, tako da bi rekla zelo posplošeno lahko. Je pa tukaj potrebno mogoče pogledati, a gre za kak drug vzrok, mogoče če prekine z nanosom C vitamina, pa potem vidi, kako koža odreagira. Nasplošno pa, če uporabljamo C vitamin, a ne še toliko bolj pomembno, da seveda potem nanesemo tudi kremo z zaščitnim faktorjem. Vitamin C in pa krema z zaščitnim faktorjem sta en taka dobra kombinacija, ki nas ščiti. Najboljši par. Tako. In jaz recimo vitamin C uporabljam v jutranji rutini skupaj z zaščitnim faktorjem in se mi zdi, da je to en tak super kombinacija. Ko smo že ravno zdaj začeli tole temo z aktivnimi sestavinami, super, hvala lepa za vprašanje. Mogoče še to je pomembno, kdaj v dnevni rutini uporabimo katero sestavin. Ti si zdaj recimo omenila, jaz uporabljam zjutraj C vitamin. Tako.
ne pa recimo retinola. Tako, retinol pa zvečer uporabljam v kombinaciji z vlažilno kremo. Ne. Je pa zelo pomembno, da tukaj povem, da kadar želimo uvesti neke aktivne sestavine, da poskrbimo, da imamo res osnove urejene, torej da obvladamo tisto osnovno nego kože, torej da poskrbimo za čiščenje, vlaženje in pa zaščito pred UV sevanjem, potem pa dodamo še neke te specifike v obliki aktivnih sestavin. Če si zato predlagam, da se predstaviva na najprvi izdelek. Verjamem, da ga celo številne demovke in demovci že poznate. Gre za Aphrodita Matrigenix krema za normalno kožo, 50 ml. Torej, če rečeva, da je tole krema, ki nekako je namenjena komu? Normalni koži? Normalni in pa mešani. Tudi mešani? Tako je. Mešan tip kože je v bistvu tisti, ki vsebuje predele suhe normalne kože in pa malo bolj mastne kože. Najpogosteje se to pojavi po čelu, nosu in pa bradi. Torej ta nek T predel, ne, radi rečemo. V kateri del dneva, recimo, oziroma v kateri del te naše rutine bi vključili mi v tole kremo? Torej, ta krema spada, glede na to, da ima zaščitni faktor 15, spada v jutranjo rutino. Torej, na očiščen obraz nanesemo kremo, vlažilno kremo, ta vsebuje tudi hialuronsko kislino, ki našo kožo navlaži, napne in res tak lep sijoč videz pusti na naši koži. Za normalno in mešano kožo, ne nazadnje to tudi seveda, ne, se veste, vedno, ko kupujete kreme, jaz res priporočam, da se tudi ustavimo, ne, in preberemo recimo opis. Na splošno so proizvajalci zdaj res že zelo, zelo dosledni in omogočajo, da nam te glavne informacije nekako nanizajo na kratko, da lahko preberemo in se torej tudi ustrezno odločimo. Najprej povonjamo. Ne vem, tudi dermatologi najprej povonjate, preden nanesete, ali so bolj pomembne sestavine, a ne? Boje, kakor kdo. Mogoče preizkusiva še malo same strukture oziroma teksture. Radi imamo, ne, sploh če se seveda tale krema nanaša recimo zjutraj in potem še čez kakšen make-up, da je dober opoj. Ja. Bi pa priporočila, da pri tej kremi vseeno nanesemo še neki izdelek z zaščitnim faktorjem, vsaj 30, po nanosu tele vlažilne kreme, torej za kremo z zaščitnim faktorjem pa potem sledijo ličila, če jih oseba seveda uporablja. Mislim, jaz zdaj po telem nanosu lahko rečem, prijetna tekstura, se hitro pije, lepo nahrani. Meni osebno tudi prijetno diši. Tak prijeten, značilen Aphrodita vonj, tako da se boste lahko še malo porazvajali znotraj te mogoče jutranje rutine. Ker smo se že prej mi pogovarjali, če želimo neko rutino peljati na dolgi rok, je absolutno pomembno, da si jo prilagodimo tudi na način, da jo bomo lahko dolgo časa vzdrževali. Torej, da ne vnesemo neke faktorje, ki so nam prijetni, mogoče to, če se le da, vzamemo tudi kot nek trenutek v dnevu samo za nas. Da malo razmislimo, se pripravimo na dan ali pa recimo na koncu dneva malo razmislimo, se probamo sprostiti. Tako. Povej mi še, krema je namenjena nekako bolj zreli koži po 35. letu, ne? Jaz sem že malo po 30. letu in lahko povem, jaz že tudi seveda rahlo opažam, malo povešenosti kože. Zakaj pravzaprav pride do tega, Nika? A se lahko proti temu borimo? Torej, na staranje vpliva več dejavnikov, zunanji in pa notranji. Zunanji so na primer UV sevanje, torej sončni žarki, potem kajenje, notranji pa na primer genetika. In kar se zgodi je v bistvu, da ta spodnji del obraza nekoliko upade, ni več take napete kože, volumna je manj, tudi lahko pride do sprememb v sami strukturi kosti, tako da lahko vidimo potem bolj povešen obraz, kotički ustnic so lahko navzdol obrnjeni, gubice se pojavijo, hiperpigmentacija se pojavi, tekstura se lahko spremeni. In lahko vplivamo seveda, recimo, da res poskrbimo za zdrav način življenja, za zaščito pred UV sevanjem in pa za izbiro ustreznih izdelkov. Kot smo že prej omenili, življenjski stil zelo, zelo v bistvu vpliva tudi na stanje naše kože na obrazu. Imava že naslednje vprašanje, Nika? Ja, prej smo omenili, retinol zjutraj ne, zdaj pa vprašanje se glasi, zakaj ne? Torej, retinol je izdelek, ki ga res uporabljamo v večerni rutini, malo več bova tudi o njemu kasneje govorili. Jaz ga kombiniram zvečer, ga nanesem na čisto kožo in potem dodam še vlažilno kremo. In torej čez noč potem retinol deluje na našo kožo. Zjutraj pa spet ne smemo pozabiti na nanos zaščitne kreme, torej kreme z zaščitnim faktorjem, ker taka kombinacija res najboljše deluje za našo kožo.
Ja, kaj v bistvu gre za to, da retinol na sami svetlobi razpada, ali kako? Ja, odvisno seveda spet od izdelka, od same sestavine, a ne, ampak načeloma so izdelki taki primerni za večerno Za večerno. Tako. Tako. In pa seveda nujno tukaj res poudarjamo, vedno v kombinaciji z retinolom SPF. Mislim, v kombinaciji z vsem vedno SPF, tudi do tega še pridemo, ampak se mi zdi, da pri retinolu je pa to tako, pač, mislim, eno brez drugega ne gre, a ne? To je vendarle dobro poudariti, ampak pridemo še do izdelka, ki torej vsebuje retinol, tako da z veseljem ga bomo predstavili, ker vidim, da vas tole zelo, zelo zanima. Me veseli, če smo zdaj čisto iskreni, ne? Pač življenje, življenjski tempo, vemo, kako je včasih, pač nimamo dovolj časa, da bi se v miru posvetili tej naši obrazni rutini. Pa če bi zdaj mogli reči, da dobro, kontinuiteta je pa še bolj pomembna od tega. A obstaja preprosta formula, mogoče preprosti koraki, ki nas ne bodo prestrašili do te mere, da jih res lahko izvajamo vsak dan, da nas ne bo minilo zaradi same dolžine ali pa zahtevnosti postopka in da bomo to naredili mogoče enkrat, dvakrat, potem bomo pa prenehali. Enostavnega pa učinkovitega nika. Torej neki osnovni koraki za nego kože so absolutno čiščenje, leženje in pa zaščita pred UV-sevanjem. To so neke osnove, ki jih recimo moramo izvajati vsak dan. Torej poskrbimo zvečer, da odstranimo ličila, kremo z zaščitnim faktorjem, navlažimo kožo in potem zjutraj pa zaščitimo. Super, to mislim pa, da bo šlo. Ja. Če tako pomislimo, začeti je treba z malimi koraki, potem ko pa recimo osvojimo te 3 osnovne korake, pa lahko dodajamo mi in potem še dodatno razširimo kakšen del te rutine, ki smo si jo zadali. Ampak če se pa nekje v osnovi držimo torej vsaj tega, da očistimo, navlažimo in zaščitimo kožo pred soncem z SPF faktorjem, smo pa pravzaprav že naredili, lahko rečem, da ogromno ali veliko? Zelo veliko. Zelo veliko. Naj vas še enkrat spomnim 30-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke. Mogoče boste pa danes preizkusili lahko tudi kakšen izdelek, ki ste si ga že dolgo časa želeli po nekoliko bolj ugodni ceni, tako da dobrodošli. Naslednji izdelek pa je serum, to se pravi, zdaj najprej smo govorili o kremi, zdaj pa prehajava na serum, ki je seveda, kot že samo ime pove, drugačne strukture, lažje strukture. Nivea Cellular Expert Filler hialuronski serum, torej tudi novo aktivno sestavino bomo zdaj predstavili. To je hialuronska kislina, to je tudi aktivna sestavina. Ja, hialuronska kislina je v bistvu neka sestavina, ki se najde v različnih izdelkih in namen hialuronske kisline je, da našo kožo navlaži, malo napne in pa da pusti tak lep sijoč videz. Kar bi svetovala pri izdelkih, sploh serumih, ki vsebujejo hialuronsko kislino, je, da ko nanesemo serum, zatem nanesemo še nek vlažilni izdelek, recimo vlažilno kremo ali pa tudi kremo z zaščitnim faktorjem, da res zaklenemo to vlago v našo kožo. Sej v bistvu tisti, ki ste že kdaj uporabljali hialuronsko kislino, veste, da vam že koža sama po sebi da en tak znak, da potrebuje še nekaj, zato ker prijeten občutek, ko nanesemo, ampak potem takoj, ko se pa hialuronska kislina vpije, pa že čutimo, v bistvu, ne bo nekako, da imamo kožo suho, ampak tako občutek zategovanja je. Tako. In to je zdaj v bistvu tisti korak, ki si zdaj rekla. Treba je zakleniti potem to vlago notri. Se lahko sicer hialuronska kislina kombinira tudi z ostalimi sestavinami? Absolutno, to je nek tak nevtralen izdelek, ki se lahko kombinira tudi z drugimi aktivnimi sestavinami. Hotela sem še povedati, da ga lahko uporabljamo v jutranji in v večerni rutini. Brez problema, lahko enkrat na dan, lahko dvakrat na dan, kakor posamezniku paše. Načeloma ne moramo pretiravati s hialuronsko kislino. Zdaj mi tukaj predlagam, da tudi malo potestirava Nivea Cellular Expert Filler hialuronski serum. Spet takšna priročna pipetka, kot boste lahko videli, to je predvsem pomembno, ker higiena, kot smo že večkrat danes omenili, ena od prvih stvari, ki morajo biti urejene, bog ne daj kakšne umazane roke, pa potem nanašanje izdelkov, zato tudi pipeto držati stran od kože, takole lepo nakapamo. Bo še ti preizkusila? Hvala. Dobro. No, zdaj boste tukaj zelo lepo videli, kako se ta hialuronska kislina tako zelo hitro vpije v dlan, čeprav občutek je prijeten. Zelo, ja. In tudi von. Spet moram malo pokomentirati von. Ne vem, če sicer, ki spremljaš našo oddajo, ampak jaz seveda nekako zataknem pri vonju, ker spet govoriva o neki rutini in če je von izdelka, če ti ustreza, če ti ustreza,
se mi zdi, da raje potem narediš tisto rutino in se še malo pocrkljaš. Vemo pa, da aromaterapija na nek način vpliva tudi na naše dobro počutje, tako da ne. Življenjski stil in biti v bistvu pozoren na vsak korak znotraj tega. To je tisto, kar se danes učimo. Mogoče še to, kakšne so pravilne količine nanašanja izdelkov? Včasih v tej želji, da bo nekaj zares pomagalo in delovalo, ljudje tudi kar malo pretiravamo. Ja, zelo hitro, ja. Zdaj, glede količine, bi jaz rekla, da res ne smemo pretiravati. Najprej, kadar uvajamo nek nov izdelek, postopoma, pa pogledamo, kako se koža obnaša, kako odreagira na nek nov izdelek. Pomembno pa je pri kremi z zaščitnim faktorjem, da res nanesemo zadostno količino le-te. Torej, količina za kožo obraza je dolžina 2 prstov in toliko moramo nanesti na zaščitne kreme na obraz. Tako, obraz in vrata. In pa seveda ne smemo pozabiti še na kakšne druge predele, ampak do tega še prideva. Brez skrbi, danes bomo še govorili o pomembnosti SPF faktorja. Sicer, kar se tiče tega hialuronskega seruma, Nivea Cellular Expert Filler, pa tam nekje 4 do 5 kapljic, recimo proizvajalec priporoča za nanos po celotni površini obraza. Je ta serum recimo primeren za vse tipe kože? Načeloma je tak serum primeren za vse tipe kože, tudi za tiste, ki imajo občutljivo kožo. Bi pa tukaj poudarila, da res tisti, ki imajo občutljivo kožo, mogoče prej testirajo, malo opazujejo, ali jim ustreza ali ne. Tako, kot vidite, pa tudi take luštne, prijetne velikosti, da gre lahko z vami tudi na potovanje, da lahko to rutino držimo ves čas. To je pomembno. Res se mi zdi ta konsistentnost nekaj, kar na splošno v življenju pri vseh stvarih najbolj pije vodo. Če nekaj delamo na dolgi rok, bomo seveda opazili tudi najbolj izrazite in vidne rezultate. Draga Nika, zdaj si bova lahko dali pa duška in končno povedali vse o SPF faktorju, o pomembnosti tega, da naš obraz res vedno zaščitimo torej pred soncem, tudi na oblačen, deževen dan. Mogoče lahko takrat sicer posežemo po nekoliko nižjem faktorju, pa vendarle dobro je, da imamo to v mislih vsak dan in sploh ne, da nekako že otrokom poskušamo to privzgojiti. Ker naša generacija se mi zdi, zdaj mi se zavedamo, da je to zelo pomembno, ampak smo to nekako pridobili, vsaj jaz zase govorim, tam nekje, konec srednje šole, začetek faksa, takrat se je res začeli zelo govoriti o tem. Prej so bila pa tudi obdobja, Ja, nismo vedeli, nismo bili tako zaveščeni o tem. L'Oréal Paris Bright Reveal Dark Spot Fluid za obraz, faktor 50 je zdaj pred nama in zdaj bi te prosila, če nam tudi ti kot zdravnica res razložiš, zakaj je ta zaščita tako pomembna in zakaj, ko govorimo o celostni negi obraza, enostavno ne moremo mimo tega koraka. UV-sevanje, torej sončni žarki, povzročajo številne poškodbe naše kože, kar se lahko pokaže v smislu spremenjene teksture kože, gubic, hiperpigmentacij in navsezadnje tudi kožnega raka. Zelo pomemben je nanos izdelka z zaščitnim faktorjem, še bolj mogoče pa tudi to, da, kot smo že prej omenili, da smo v senci in pa da se fizično zaščitimo, sploh poleti, pred sončnimi žarki. Veš kaj, Nika, zdaj razmišljam, torej, če se zdaj vrneva k jutranji rutini, potem bi lahko rekli, da je L'Oréal Paris Bright Reveal Dark Spot Fluid zadnji korak pred make-upom v naši jutranji rutini. Ja, se prav umestila? Ja, res je. To se pravi nekako čiščenje, vlaženje oziroma dodajanje kakšne aktivne sestavine, na koncu pa nujno fluid. Tudi sam fluid je ponavadi lahke strukture, zdaj bova to tudi preizkusili, da ne bova govorili nekaj na pamet, oziroma si verjetno preizkusila že doma. No, jaz pa bom zdaj to naredila v vašem imenu, drage demoke in democi. Zdaj jaz sem si dala občutno premalo kreme, da se razumemo, To se pravi, deva še enkrat pokazati, tokle bi jo pa mogla dati. Ja, dolžina 2 prstov, tako. Takole recimo nekje. Zdaj sem si jo dala res veliko, ampak toliko je torej nekako za celotno površino našega obraza. Jaz si bom zdaj to razmazala po rokah in šla danes v kakšne tople kraje, lahko zdaj. Ampak dlani se mi zdaj so pa prav tiste, ki jih velikokrat pozabimo. Ja, zelo velikokrat pozabimo na hrbtišča dlani, na uhlje, na dekolte in pa moški sploh na zatilje. Na zatilje, točno. Ja, ženske še malo imamo to srečo z lasmi, če so malo daljši, No, lejte, jaz sem si res nanesla ogromno te kreme, ampak sem pa zato živ dokaz, da mislim... Zelo hitro se upije, Jaz ne vem, kako se to zdaj vidi tudi prek aplikacije oziroma preko ekranov.
ampak se lahko teče. Zelo hitro se upije, pa ne pusti tistega masnega filma na koži. Ker je res dobro novica tudi za vse tiste, ki boste torej po tem fluidu nanašale še make-up. Daj mi še to povej, a recimo, zdaj karikiram, jaz nanesem tale fluid in potem se zraven odločim še za BB kremo, ki ima še dodaten 30 faktor. A to pomeni, da se faktorja seštejeta? Ne, faktorja se ne seštevata. To se pravi, potem obvelja kaj ta 50-ka spodaj, recimo, ne? Pa ponavadi tudi BB kreme oziroma tekoče podlage nanesemo v zadostni količini, zato jaz vedno pravim, da ni dovolj, da nanesemo samo BB kremo ali pa samo tekočo podlago oziroma puder, ampak res poskrbimo še za nanos ustreznega izdelka. Tako, če imajo pa torej tudi vsi ostali izdelki še mogoče vključen SPF faktor, pa ni za to toliko bolje, ampak vendarle torej ne. Zdaj predvsem zaradi te zadostne količine pa je res pomembno, da se uporabi prav izdelek namenjen torej izključno ali pa preferenčno zaščiti naše kože pred soncem. Prijeten je za uporabo, lahko zdaj rečeva lahka, nemastna struktura, tudi embalaža, spet, ker vemo, včasih je treba obnavljati tekom dneva, sploh ko bo nastopilo poletje, ko bomo več časa zunaj preživeli. Po službi, naprimer, kadar gremo iz pisarn, iz službe, je potrebno reaplicirati. Če gremo na kak sprehod popoldne, če gremo na kak trening v naravi, je res pomembno, da nanesemo tak izdelek. Prej sem že malo namignila, recimo dlani, zgornji del dlani je tak, ki ga radi pozabimo. Prej, kaj si še rekla? Zatilje, a ne? Tako, zatilje, dekolte in pa uhlje. Ušesa. To se tudi rado zgodi, sploh če recimo ženske nosimo čop, takrat so ušesa sploh še izpostavljena. Torej, nasplošno jaz rada rečem tisti deli telesa, ki mogoče malo štrlijo. Tiste je treba še posebej zaščititi. Zdaj pa predlagam, da se preseliva na najin četrti izdelek. Bi mogoče še kaj, ker vem, da si res zagovornica SPF-a, tako kot tudi jaz, bi še kaj dodala tukaj. Je še kaj, na kar bi morale opozoriti, oziroma ker bi naši gledalci, gledalke morale vedeti. Torej res, da povzamem na hitro, pomembno je, da zberemo neki izdelek, ki nam ustreza, da poskrbimo za zadostno količino in pa za redno reaplikacijo, sploh v tistih lepih sončnih dneh. Naslednji izdelek pa čiščenje obraza. To je pa prvi korak. Jaz sem rekla tako v jutranji kot v večerni rutini, vsaj zame, je pa verjetno še toliko bolj pomemben korak v večerni rutini. Absolutno. Si ti tudi zjutraj recimo umiješ obraz s kakšnim izdelkom ali zgolj z vodo? Zjutraj samo z vodo, ker imam bolj suh tip kože, zvečer pa absolutno tehniko dvojnega čiščenja. In torej četrti izdelek je Hada Labo, čistilno olje za obraz, ki je res super izdelek za metodo dvojnega čiščenja. Zdaj, zakaj je ta metoda tako zelo pomembna? Ti se jo bojda držiš tudi sama, a ne? Absolutno. Ja, zakaj? Torej, z tehniko dvojnega čiščenja res poskrbimo, da odstranimo SPF, ličila in pa vse nečistoče, ki so se nabrale tekom dneva. A kako to izgleda v praksi? Je, da najprej uporabimo nek izdelek na oljni osnovi, kot je na primer tole čistilno olje, nanesemo par kapljic na obraz, dodamo vodo, odstranimo ličila in pa kremo z zaščitnim faktorjem. Drugi korak pa je potem uporaba nekega gela, pene na vodni osnovi. In na ta način s tehniko dvojnega čiščenja res očistimo obraz. Čistilno olje Hada Labo je lahko, ne pušča masnih sledi, a ne? Tako da povej mi, kako ga pravilno uporabljamo, ga moramo torej izprati z vodo, a ne? Tako, ja, torej najprej par kapljic olja nanesemo na obraz, zmasiramo, dodamo vodo in potem speremo iz obraza. Preden nadaljujeva s tem vrhunskim oljnim čistilom za obraz, novo vprašanje, ali faktor 50 res blokira absorpcijo vsega vitamina D in kako potem dobiti dovolj naravnega vitamina D? Torej, odgovor je ne. Zaradi tega, ker jaz sem prav na mojem Instagramu lahko najdete še neko tako prav objavo o temu, ampak gre za to, da prvo kot prvo res redki nanašajo zadostno količino in pa se držijo te konsistencije, se pravi, da reaplicirajo. Tako da v tem času pa tudi človek ne rabi veliko časa preživeti na soncu, sploh pa ne na tistem žgočem soncu, da dobi zadostno količino vitamina. Pa tudi tako bom rekla, zdaj mi dve se tukaj res osredotočava predvsem na obraz, dobro, seveda moramo zaščititi tudi ostale dele našega telesa, ampak mi sonce sprejemamo po celem telesu, tako da se verjetno vendarle še vedno tvori. Tako, če pa je oseba v skrbeh, da ima premalo vitamina D, pa je najboljše, da se
doda oziroma se testira, pa potem doda po potrebi. Tako. Kako pomembno je, da si recimo očistimo obraz po telesni dejavnosti, torej zdaj se vračamo nazaj Hada Labo čistilnemu olju za obraz. Torej, vemo, zdaj so vedno daljši dnevi, vse nas že srbijo pete, da gremo na kakšen prvi pomladni tek ali sprehod. Koliko je zelo pomembno, da tudi potem poskrbimo za to, da kožo očistimo? Torej, jaz bi svetovala, da se kožo očisti pred samo telesno aktivnostjo, da se odstrani ličila in pa da recimo, če se ta športna dejavnost dogaja zunaj, da res zaščitimo pred UV-sevanjem. Hkrati pa bi opomnila še to, da če smo recimo v fitnessu in se dotikamo naprav, raznih ročk in podobno, da poskrbimo, da se z rokami res ne dotikamo obraza, da poskrbimo za ustrezno higieno. Tisti, ki pa imajo težave z aknami, naprimer po hrbtu, po trupu, da po športni aktivnosti se hitro stuširajo in potem nanesejo čista, sveža oblačila. Zdaj mi je šinilo čez glavo. Prejle sva, še preden se je začel naš DM Live, klepetali in se mi dala en zelo zanimiv nasvet. Kaj vse poleg kozmetike in načina življenja še vpliva na stanje naše kože? Mislim, to so dva predmeta, ki jih imamo vsi, oziroma bova rekli 3 predmeti. In se mi zdi, da je prav, da to zdaj vsi še enkrat slišimo, ker mogoče bo kdo malo šokiran, jaz sem bila. No, ampak ko poveš na glas, dobi smisel. Tako je. Torej, naš telefon je zelo umazan in preredko ga očistimo, ga pa pogosto nanašamo na obraz, ko telefoniramo in podobno. Tako da vsekakor je potrebno poskrbeti za čistočo telefona. Potem za ustrezno menjavo prevleko do vzglavnika, torej da postelino menjamo. In pa tretja, da poskrbimo, da so naše brisače, s katerimi si umivamo, obrišemo obraz, res čiste. In namenjene zgolj in izključno našemu obrazu. Tako, nam in našemu obrazu. Pa povejte to tudi ostalim domačim družinskim članom, imate brisačko kam skrite. Ker ne se vemo, mislim, potem v praksi se čisto zgodi, da je namera dobra, ampak morajo biti o tem obveščeni vsi družinski člani, da imate res potem eno posebno mestece za svojo brisačko. Ali pa dajte na dovolj visoko poličko, da otroci ne bojo dosegli. Skratka, za to, da izdelek oziroma sestavine delujejo tako, kot je treba, je seveda pomemben vrstni red nanašanja. Obstaja kakšno zlato pravilo, kako grejo stvari? Lahko neko tako posplošeno pravilo, da od bolj tekočih izdelkov do bolj gostih. Se pravi, najprej neki serumi, potem pa kreme, vlažilne kreme in podobno. Super, hvala. To je dobro vedeti, da tudi če se vmes zgodi, da mi malo rutino spremenimo, dodamo kakšno novo aktivno sestavino, kakšno dozamemo, da nekako vemo, da logika ostaja enaka, zgolj sestavina se spremeni. In ko smo že ravno pri aktivnih sestavinah, današnjo oddajo bomo zaključili z retinolom, zato ker tudi vaše vprašanja so že nakazovala na to, da vas to zelo zanima. In pa predvsem retinol je nekaj, o čemer se zdaj res veliko govori, veliko ljudi ga že uporablja, spet drugi so imeli kakšno slabo izkušnjo, popravljajo, to pa ni za mene, ampak jaz mislim, da gre pri tej drugi skupini ljudi predvsem zato, da niso uporabljali verjetno na pravi način. Tako je, ja. Retinol je res pomembno, da začnemo počasi, torej da poskrbimo, da je količina majhna, ni potrebno pretiravati s količino in pa da je frekvenca nanosa recimo sprva 2-krat na teden, kak mesec, a potem postopoma višamo to frekvenco nanosa, da ne pretiravamo. Kaj pa sploh je retinol in kaj naredi naši koži? Zakaj tako dobro deluje? Ja, retinol lahko najdemo v številnih izdelkih in deluje tako, da poskrbi za boljšo teksturo kože, deluje proti hiperpigmentacijam, tudi pozitivno proti aknam in vsezadnje na staranje naše kože, izboljša videz naše kože, ampak seveda to je na dolgi rok. Nivea koncentrat za obraz retinol je tudi takole luštno pakiran. Spet bom rekla, odlična ideja, če recimo gremo na dopust, da ne rabimo nositi s sabo tistih večjih flašk, tole lepo sabo spakiramo. Poleg tega pa nekako tudi z doziranjem potem ni problema, zato ker so tukaj tele priročne ampulce, kar pomeni eno ampola na obraz, to je nekako ena taka posplošena količina, ki naj bi zadoščala večini ljudem. Poleg obraza lahko nanesemo tudi na hrbtišča rok in pa na dekolte. A res? A zaradi teh starostnih pegic? Ja, tudi, ker je to res vzpostavljeno soncu in na ta način lahko tudi izboljšamo samo kožo tukaj. Torej, danes, če že katera uporablja oziroma katero od vas uporablja retinol,
ko ga boste nanesli na obraz, evo, potem še tako malo obrišemo po dlaneh, po dekolteju, pa smo naredili dve muhi na en mah, kako že pravijo. Ja. Na kaj ste pa morali biti pozorni pri uporabi izdelkov z retinolom? Tako kot sva rekli prej, se pravi res na postopno uvajanje izdelka, da ne pretiravamo, najprej 2-krat na teden, da je količina ustrezna, da ni prevelika in pa potem v jutranji rutini res uporabimo še izdelek z zaščitnim faktorjem. Tako, retinol pa vedno uporabljamo v večerni rutini. Je pa zelo pomembno, torej, kot je rekla Zdenika, da zjutraj pa ne samo, če uporabljate retinol. Če karkoli uporabljate. Če samo kaj uporabljate, naj bo to krema z zaščitnim faktorjem. Zelo lepo si zaključila današnjo oddajo. Se mi zdi, da je tudi nekako, če povzameva zdaj vse to, kar sva danes povedali, če bi mogla eno samo za to stvar izpostaviti, vem, da je to težko kot dermatologi, ti, ampak če bi mogla eno stvar izpostaviti, verjetno bi bilo to zaščita pred UV-sevanjem, absolutno. Se mi je zdelo in verjemi, da te bomo imeli v mislih tudi še v prihodnjih oddajah, če bomo kaj govorili o tem, absolutno predam to v tvojem imenu tudi še naprej, oziroma ne bom rekla predam, ponovno spomnim naše DM-ovke in DM-ovce, ki sicer to že zelo dobro vejo, ampak včasih je treba ljudi še mačkeno spomniti. Nika, najlepša hvala za današnje informacije. Hvala tebi. Res so bile iz prve roke in vesela sem, da si tako lepo odgovorila tudi našim gledalkam in gledalcem. Mi je všeč, že takole komuniciramo, da se pogovarjamo, da klepetamo. Tako se največ človek nauči, eno tako sproščeno predajanje informacij. Jaz pa še enkrat spomnim, da veljajo 30-kratne točke, torej od danes pa do nedelje. Aktivirajte kupone v kupon centru in potem seveda zaključite nakup, kjer se vam bodo potem vse te ugodnosti tudi upoštevale. 8. marca za vas pripravljajo v DM-u tudi posebna darilca Afrodita, tako da naslednjo soboto se splača zaviti, torej tudi v kakšno od njihovih poslovalnic. Pa tudi držim pesti za vse tiste, ki ste bili danes z nami, ki seveda tako tudi avtomatsko sodelujete v naši nagradni igri, kjer bomo podarili 15 super paketov. Evo, dajva ga še enkrat pokazati. Super paketov, 3 izdelki Baleja, en izdelek, pa torej Ebelin, tako da vse vam bo prav prišlo pri negi vašega obraza. In ja, držim pesti, da se prav vi znajdete med nagrajenci na spletni strani dm.si. Do naslednjič vam zaželim samo še en lep preostanek dneva, torej 18. marec si zapišite, oziroma tako ali tako vas bo aplikacija opomnila, torej 18. marec se družimo ponovno. Tudi takrat bo beseda tekla o tem, kako poskrbeti zase. Tokrat bomo poskrbeli zase od glave do pet, ne bomo se posvečali samo našemu obrazu, bomo pa usvojili še eno novo feel good rutino, oziroma rutino dobrega počutja. Tako da še eno super druženje, držim pesti, da se gledamo, takrat pa vse dobro.